Pozdravljeni otroci! Veseli me, da smo spet skupaj na mojem knjižnem kotičku. Za današnjo pravljico sem izbrala prav posebno lokacijo, in sicer je to ribnik Vrbje v občini Žalec, kjer se občasno zadržujejo tudi čudovite ptice, to so beli labodi. In ja, uganili ste, današnja pravljica bo govorila o labodu, in sicer z naslovom Grdi raček. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Grdi raček. Nekoč je živela mama raca, ki je imela 4 čudovite račke. Ko pa je zadnja predrla lupino jajca, se je mama zgrozila. Joj, kako grd raček! In ko je mama raca plavala s svojimi rački, so se vse živali na kmetiji smejale in se čudile. Presneto, kako grd raček! Celo bratci so se sramovali ubogega račka in ga preganjali. Pojdi proč, zaradi tebe nas vsi gledajo. Ubogi raček se je tako oddaljil, da se je znašel na drugem bregu. Tedaj pa so se zaslišali streli in jata gosi se je dvignila v zrak. Lovski psi so ga besno zasledovali. Pobegnil jim je, ker pa ni imel kam iti, je hodil naprej. In prišla je zima. Živali iz gozda so ga sočutno opazovale, ko so videle, kako ga zebe. Snežilo je in raček se je zatekel v star sod, kjer ga je našla dobra žena s svojim psom. O, božček, kako grd in potegnjen je! In gospa ga je odpeljala domov. Tam so lepo skrbeli zanj in bil je zelo srečen. Vsi so ga imeli radi, razen ljubosumnega mačka. Odkar je prišel raček, se nihče več ne zmeni zame, se je jezil. Prišla je pomlad. Žena se je naveličala ubogega grdega račka, ker ni ničemur služil, poleg tega pa je veliko pojedel, saj je medtem zelo zrasel. Pes in maček sta ga besno preganjala, dokler ni zapustil kmetije. In prišel je do jezera, kjer so bili prelepi labodi. Raček je pomislil, da ga bodo napodili, tako kot so ga vsi doslej. Prestrašen je skril glavo med krila, ko je v vodi nenadoma zagledal odsev čudovitega laboda, ki ni bil nihče drug kot on sam. Labodi so vzleteli in grdi raček se jim je pridružil. In ko so leteli nad njegovo kmetijo, kjer je nekoč živel, so živali na kmetiji pogledale proti nebu in vzkliknile: kako čudoviti labodi! Kako? Vam je bila pravljica všeč? Meni je bila zelo všeč. Še posebej zato, ker sem na čudoviti lokaciji obkrožena s temi čudovitimi pticami labodi. In če bi še kdaj želeli prisluhniti kakšni pravljici, potem ni dvoma, pridružite se mi na mojem knjižnem kotičku, kjer bom vsakodnevno pripravila še več novih pravljic. Do naslednjič pa, lepo se imejte in adijo! Čao!